Starodavni simboli že sami po sebi nosijo točno določeno energijo, zato jih ni potrebno posebno kanalizirati. Potrebno pa jim je dati namen, jih usmeriti v točno določen cilj. Tako tudi zvezdo jutranico. Če ne bi delovala kot amulet oziroma talisman v obliki zaščite na predmetih, stavbah, oblekah, ga ljudje ne bi nepretrgoma uporabljali toliko tisočletij. Naši starodavni simboli so baterije, ki se same polnijo. Kolektivna energija, ki se je v njih vnašala tisočletja, je pustila svojo močno sled, ki s praktično uporabo sledimo tudi danes in delujejo, še posebno osemkraka jutranica. Zvezda, ki vodi v večnost. Osemkraka zvezda jutranica predstavlja božje modrosti, resnico in našo vez z onostranstvom. Ena izmed najmočnejših predstav o tem simbolu sega neznano nazaj v čas, ko naj bi v obliki svetega kamna padel v primordialno morje in ustvaril plodno zemljo, iz katere raste Axis Mundi, svetovno drevo, ki povezuje vse tri svetove, pri čemer predstavlja tudi našo lastno os, preko katere uravnavamo človeško svetotrojnost, telo, duha in dušo. Prav jutranica oziroma simbol jutranice predstavlja to sveto, neposredno vez z bogovi, preko katere lažje sprejemamo njihova sporočila oziroma si jih lažje razlagamo. Zato je bil nekoč in danes simbol v tako široki uporabi, predvsem pri svečenikih, da so doumeli in začutili voljo bogov ločeno od lastnega ega. Iz knjige. Osemkraka zvezda odraža 8 svetih dogodkov letnega kroga, 8 glavnih vedskih praznikov. Podoba amuleta je pomagala spoznati univerzalne zakone, razsvetljenje in pomagala iskati resnico. Alatir je veljal za koncentracijo svetlobe, enotnosti in harmonije, modrosti in izkušenj prednikov. Svečeniki so ga uporabljali za komunikacijo z bogovi. To znamenje je bilo nekakšen posrednik med ljudmi in bogovi, ki je svečenikom oziroma žrecem pomagal spoznati božjo voljo med obredi. Simbol zvezde velja za poosebljanje enotnosti in ravnovesja 3 dimenzij svetov vesolja: Java, Prava in Nava. Tako jutranica oziroma Alatir, kot rečejo osemkraki zvezdi, simbolizira trdnost svetovnega reda, neizogibnost zmage pravičnosti in naravno povračilo za vsa dejanja. Osemkraka zvezda torej narekuje naravne zakone, pred katerimi smo vsi enaki, in s tem lahko predpostavljamo, da je osemkraka zvezda jutranica obenem tudi simbol tako imenovane karme. Da bi ohranili mir in močno ljubezen v družini, pa so Alatir nanesli na glavo zakonske postelje. Verjeli so, da bo to pripomoglo k ohranjanju moške moči in rodne funkcije pri ženskah. Magičnost števila 8, ki spremlja ta starodavni simbol, najbolj razširjen še dandanes, je gotovo povezana tudi z dejstvom, da se po oploditvi človeška zigota razdeli na 8 delov, ki nato tvorijo 8 energijskih tokov v našem telesu skupaj z avro. Ravno 8. dan se embrio tudi pritrdi na steno maternice. Osemkraka zvezda s svojimi 8 kraki tako predstavlja marsikaj, poleg 8 delov leta in mejnikov na praznike, agrarne smernice za delovanje na poljih, tudi energijsko delovanje v človeku samem.
Več o magičnosti števila 8 in predvsem o natančnem pomenu žarkov osemkrake zvezde je najti v tej knjigi. Prav tako je v knjigi mnogo zanimivosti, kaj pomeni prav osemkraka zvezda ljudstvom po svetu in kaj je poznanega v zvezi z njo pri nas. In kakor svečenikom nudi ta osemkraki simbol razumevanje nesnovnega sveta, je nekoč tudi v Sloveniji posoškim starovercem zvezda nudila podobno. Služila je za vedeževanje, kjer so vedeževalke nanjo vrgle bobova zrna in napovedale usodo. Iz knjige. Osemkraka zvezda pri posoških starovercih predstavlja tudi lintvarno oko. Gre za pripomoček oziroma desko, ki so jo vedeževalke uporabljale pri svojem delu, saj jim je služila kot vizualna podloga, kamor so metale zrne boba. Lintvar je beseda, ki označuje hudega duha, ki se lahko pojavlja v marsikateri obliki. Pomeni pa tudi zmaja in tako predstavlja podloga zmajevo oko. Morda pa ni prav nič posebnega, zakaj je vzorec na deski tako poimenovan. Zmaj je močno povezan s podzemnim božanstvom, ne glede na njegovo poimenovanje, mnogim kulturam, tudi slovenski in vseslovanski, predstavlja vez s podzavestjo, tudi vez z onostranstvom in s čarovništvom. Zmaj pooseblja modrost in bogatstvo. Tako je s pomočjo te simbolike vedeževalka lahko skupaj z ostalimi pripomočki stopila izven tega sveta in pogledala preko vidnih meja. Vsakdo zagotovo pozna slovenske tradicionalne pisanice, ki mnogokrat vsebujejo tudi osemkrako zvezdo. Ni čudno, da se zvezda jutranica množično pojavlja prav pomladi, saj simbolizira premoč svetlobe nad temo, simbolizira vstajanje, moč za nove začetke. Po nekaterih predstavah je svet nastal tako, da je prasila spregovorila in Bog se je rodil iz jajca, ki je nato ustvaril ljudi in postavil nebo na 12 stebrov, skoval zvezde na nebu. Tako se je iz roda v rod prenašalo izročilo v nekaterih današnjih slovansko govorečih deželah. Osemkraka zvezda na jajcu v pomladanskem času tako predstavlja stvarjenje v mitološkem in magičnem pomenu. Obenem pa naš začetek, našo človeško, fantastično zmožnost regeneracije in ponovnega vstajanja po padcih. Jajce v mnogih kulturah predstavlja izvor sveta, prvobitno rojstvo, zato so jajca nepogrešljiv del spomladanskih obredi, še posebno rdeča, ki predstavljajo ljubezen. V knjigi Zvezda, ki vodi v večnost, se ukvarjam tudi s pisanicami, njenimi povezavami s čebelami, srečamo se s čebeljim plesom, osmice in vzorci. Iz knjige. Ljudsko okrasje na vezeninah in drugih predmetih nikoli ni imelo zgolj okrasnega pomena. Nekdanji človek je skozi tipično motiviko in simbole v vsakdanje življenje prepletal duhovnost in nekatere resnice življenja, modrosti vesolja, ki so nam do danes skrite. Vsekakor pa so vzorci skupaj z osemkrako zvezdo nosili magični in zaščitni pomen, ki so ljudi varovali ali v njih spodbujali točno določene energije ob določenih priložnostih. Najbolj izrazita boginja v vsej tej zgodbi o simbolu jutranice pa je Zarja, ki jo v sklopu njene naloge po svetu povezujejo z Venero, kjer je najti tesne povezave z Lakšmi in Ištar. Zarja je boginja zore, bojevnica, obenem velika zdravilka, h kateri so se ljudje obračali pred bitkami, da jim je dala borbeno moč, obenem pa so našli v Zarji tudi uteho preko njene sposobnosti zdravljenja, predvsem ustavljanja krvavitev.
Zarja je poznana tudi kot rdeče dekle, h kateri so se ljudje obračali ob težavah z rdečico in krvavitvijo, pri čemer gre najbrž tudi za boginjo, h kateri so se obračale ženske z menstrualnimi težavami. V mitološkem pogledu je v nekaterih segmentih povezana z Lado, včasih z Maro kot zemeljskim ekvivalentom, njena simbolika prstana in venca nakazuje na mladost, zaroko, poroko, ljubezen, izguba prstana ali predajanje venca mladeniču pa nakazuje na spolnost kot izjemno pomemben mejnik potencialnega materinstva. Več o Zari kot boginji, Zari v dvojini, sveti trojici Zari, pa ljudske pesmi in zanimiva zgodba, pa povezave med zvezdami z Zarjo in o Zari in zori kot nebesnih pojavih, vse to je v tej knjigi, ki je berljiva vsakomur, mladim in starim, ne glede na njihove življenjske nazore ali stopnjo informiranosti o naših predkrščanskih izročilih. Uporaba simbolov me je od nekdaj fascinirala, da še dandanes vsa ta leta raziskujem njihov vpliv, predvsem na ljudi in delovanje v vrtu. Knjiga Zvezda, ki vodi v večnost, pa tudi še marsikateri drugi projekt z moje strani, je nastal iz stalnega notranjega nerazložljivega hotenja, da zberem razpršene informacije in jih nato na preprost način predam dalje v razumljivi povezani celoti, kot sem nekoč aktivno delala na mnogih predavanjih in delavnicah. V starih izročilih najdem tiste temeljne resnice oziroma vodila za vsakdanje življenje in vrednote, za katere čutim, da jih moram živeti in je prav, da jih živim. Naj osemkraka zvezda ne ostaja zgolj folklorni ljudski simbol, ki se prenaša iz roda v rod, ampak naj v širšem pogledu postane del narodne zavesti tudi v svojem simboličnem, globjem pomenu, kakršnega so živeli naši predniki, ki so nam vselej na voljo, ki so vseskozi ob nas in nas učijo graditi boljši svet, če smo jim voljni prisluhniti.